Imamo nekaj potem prednostnih ukrepov, predvsem za to globalno verigo vrednosti pri plastični embalaži. Tukaj so predlogi, da bi se temeljito preoblikovala predvsem embalaža majhnega formata. Najbolj učinkovito pa je, da se tej embalaži izognemo, kjer je to le mogoče. Potem, da bi se razvoj materialov usmeril v reciklate oziroma v kompostabilne alternative. Nekajkrat danes je bila tukaj omenjena tudi politična želja. Predvsem so pa glavne omejitve, če bi tako rekel, neprehrambenih embalaž, tukaj predvsem zakonske omejitve, ki so pa dostikrat zelo rigorozne in že a priori preprečujejo uporabo potem recikliranih materialov. Gre se tudi za aktivno iskanje alternativ, predvsem za PVC, polistiren in pa ekspandiran polistiren oziroma stiropor. Pri tem iskanju alternativ je predvsem želja, da bi se globalno poenotili nekateri tipi materialov, da bi se potem uporabljali kot alternativa za PVC in pa polistiren, da teh tipov materialov tudi ne bi bilo preveč, kar potem spet otežuje potem ponovno uporabo v bistvu oziroma reciklažo. Zdaj, da krožno zanko res lahko izvedemo, ali bo to, ne vem, na primer ponovna uporaba oziroma recikliranje, predvsem mehansko recikliranje. Potem moramo najprej zaznati, kakšen material smo dobili na vhod potem za, rečemo tako, drugo življenjsko dobo. Tukaj se materialu lahko zniža togost, lahko se zniža trdnost, v nekaterih primerih pri materialih polikarbonat je tak, se pa na primer togost, trdnost celo poviša, kar je lahko kot indic, da je zadeva bila že reciklirana. Potem dostikrat je pri materialu zaznana nižja udarna žilavost, lahko nižji steklasti prehod, lahko nižje tališče, dostikrat višji MFI, se pravi, da viskoznost materialu potem pade. To je enostavno zaradi tega, ker se verige krajšajo in material potem veliko lažje teče, kar velja skoraj za vse materiale, na primer polietilen, ki je bil dostikrat danes omenjen, je pa ravno izjema, se mu pa MFI povišuje. Potem se lahko ta relaksacijska entalpija pojavi pri višjih hitrostih segrevanja in ohlajanja, pri steklastem prehodu, potem predvsem pri poliolefinih lahko zaznamo te karbonilne vezi. Nižje temperature predelave so potem čisto realnost, kar je potem povezano lahko tudi z dejansko nižjo porabo energije, če se zavedamo, da predelujemo reciklat in to vemo. Potem nižja temperatura degradacije, se običajno pojavi tudi višji ostanek pri žarenju, enostavno zaradi tega, ker imamo več različnih nečistoč potem v materialu. Lahko dobimo, če imamo več materialov ali več tališč pri segrevanju oziroma več steklastih prehodov in pa dostikrat potem tudi sprememba barve iz transparentnih v tako rumeno obarvano.